Danes je bil minister za lokalno samoupravo gospod Györkös v naši poslanski skupini in bom rekel takole, iz njegove strani se pravzaprav vidi precejšno naivnost upanja, da bo projekt regionalizacije speljal, vendar po tej njegovi predstavitvi in gradivu, ki smo ga dobili, lahko zelo kritično ocenim, pravzaprav, da je ta projekt očitno mrtev. Predsedniku vlade, gospodu Borutu Pahorju, je padlo gospodarstvo, mu je padla zunanja politika in očitno mu je padla tudi regionalna politika. Zato seveda naj resnično razmisli, kaj in kako dolgo še bo vodil to državo v breznu. Zakaj sem tako kritičen? Poglejte, ocena stroškov prvega in drugega leta delovanja pokrajin, nekih 90 milijonov, pa nekih 130 milijonov evrov. To je ena srednje velika občina danes z proračunom. To enostavno ni resno. Spomnite se projekta, ki ga je pripravila minister Žagar v prejšnji vladi. 1,2 milijarde evrov prenosa na pokrajine. Cirka 5% GDP-ja. S tem načinom, kar pa sedaj minister Györkös predlaga preko tega strokovnega sveta, ne vem, kaj so že pač imeli, pa seveda ne naredi pravzaprav popolnoma nič. Minister Györkös je rekel, da bi naj imeli tako imenovane subpokrajine vmes. To pomeni, bi imeli pravzaprav državo, deželo, subpokrajino pa občino. Ampak seveda o tem ni jasno govoril, kaj šele, da bi povedal, kaj da se prenašalo. Se spomnite, da je bil eden od najtežjih, 500 strani debel zakon, to je bil zakon o prenosu iz državne na regionalno stran. Tako naloge, ljudi in denar. Danes seveda nič od tega ni, razen, kar je presenetljivo, minister je prišel z predlogom, da bi prenesel nekatere stvari iz občin na regije. To pa seveda pomeni tej vladni koaliciji očitno na nek način ukinjanje občin. In če bi danes pokrajine imeli, namreč, veste, pokrajine so padle 1. februarja leta 2008, pa ne zaradi vsebine, ker se je zdajšnja koalicija z vsebino, takrat opozicija, strinjala, vendar zaradi prestiža tega niso naredili, torej niso podprli ustanovitev Trans+1 pokrajin. Ministra Györkösa smo direktno vprašali, gospod minister, ali imate v koaliciji SD, zares LDS in Desus, 100% podporo in to za kateri model? Odgovor sem povedal. Skratka, žal nam je, da ta vladna koalicija tega projekta ni speljala. Če ga bi, potem bi danes iz operativnih razvojnih programov, na katerih imamo cirka 4,2 milijarde evrov začrpati, imeli, glede na to, da smo že na polovici obdobja 7-13, bi že imeli danes za približno 80 do 90% razpisanih projektov in cirka 70% podpisanih pogodb. Sedaj pa smo nekje na 35 do 40%. In to v glavnem zaradi tega, ker je prejšnja vlada v roko, veste, da so se pogajanja z Evropsko skupnostjo končala v sredini leta 2007. In prejšnja vlada je z 2007 do predaje oblasti, torej 2008, razpisala, pa ne samo razpisala, podpisala pogodb za 1,5 milijarde. To pomeni, bi danes Pahor moral imeti podpisani za cirka že 3 milijarde in bi še ostalo cirka milijardo 200. Vsega tega žal ni
in obstaja bojazen, da tudi zaradi tega, ker pač tega projekta regionalizacije ni, bomo izgubili iz Brusla tako imenovano cirka milijardo sredstev. Smo pa ministru povedali, da bo, kolikor bo prišel z vsebino regionalizacije, takšno, kot se je zdajšnja koalicija, takrat opozicija strinjala, tudi mi to podprli. Izvolite, če imate kako vprašanje. Torej, podprli bi v bistvu tako vsebino, kot jo je takratna opozicija podprla in vsebino in število. Vendar, to, kar je predlagala prejšnja vlada v bistvu. Ja, ampak je to tudi prejšnja opozicija podpirala do 1. februarja 2008. Torej, vi podpirate te zakone, ki jih je SDS vložila v bistvu? Ja, to so zakoni, torej katere koordinacijo delo minister dr. Žakelj. Ali torej, glede na to, da vlada ustraja pri tem, da več kot 8 pokrajin ne bo, ker je to pač po njihovem mnenju strokovno utemeljeno, to pomeni zdaj, da tega zbližanja ne bo oziroma ni možno zbližati pač vaš pogled na pokrajine in vladi? Veste, vlada pravzaprav ne vztraja na ničemer, vlada nič ni naredila. Vlada je prišla z predlogom za 8 pokrajin, da bi imela 97 milijonov evrov in 146 milijonov evrov proračunskega denarja za vse pokrajine v prvem in v drugem letu. Mi smo pa takrat prenesli z zakonom o prenosu nalog financ in ljudi, cirka, tako sem povedal, cirka 1,2 milijarde evrov. To je bistvena razlika, to je vsebina. Veste, to je larifari. To je tako, kot da bi sedaj vlada ustanavljala prostovoljna združenja na pokrajinah, mislim. To enostavno ni projekt, ne. Odgovornost za to je pa definitivno na predsedniku. Veste, na predsedniku vlade, če bi predsednik vlade resno mislil, ne, potem bi sklical vsaj najprej koordinacijo koalicijskih predsednikov, ker znotraj koalicije torej nima soglasja, drugič bi sklical koordinacijo vseh parlamentarnih predsednikov strank, ker pač brez 60% ne gre, pri ustanovitvi pokrajin. Niti enega tega koraka ni naredil. V prejšnji vladi je pa predsednik prejšnje vlade to 3-krat naredil, ko je sklical koordinacijo vseh predsednikov političnih strank. Definitivno so pa seveda pokrajine nujne in posledic torej gospodarske krize in vsega tega ne bi imeli bistveno večji pozitivni učinek, če bi jih imeli kot pa to, kar se dogaja danes. Hvala tudi vam.